gospe Kamšek žal ni, tako da bom probal jaz predstaviti vsebine, ki bi jih predstavila sicer ona. Tudi del, kako ste že rekel, pravilni slovenski izraz? Drsnic, ja, avtorsko njenih, del mojih. Osnova za vso to zakonodajo, kot je inšpektor omenil, to ni nekaj, kar je zraslo na slovenskem zelniku, tudi ni nekaj, kar bi zraslo na evropskem. Izhaja iz Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, ki se je leta 2006 spremenila, to je bilo ratificirano leta 2008 in ki spreminja pristop obravnave invalidov. Osnovna načela te nove konvencije so predvsem spoštovanje prirojenega dostojanstva, osebne samostojnosti, ki vključuje svobodo izbire in pa neodvisnost posameznikov, poudarjamo neodvisnost posameznikov, nediskriminacija, polno in učinkovito sodelovanje in vključenost v družbo, spoštovanje različnosti, enake možnosti, dostopnost, enake možnosti za moške in ženske in pa seveda spoštovanje razvojnih sposobnosti invalidnih otrok ter spoštovanje pravice invalidnih otrok do njihove identitete. Te neki zelo, zelo splošni členi nakazujejo to, da je osnovni cilj te konvencije, da se da osebam z invalidnostmi, z oviranostmi več možnosti vključevanja, več možnosti enakosti in da se mora družba prilagoditi njihovemu delovanju, kar je nekako sovpada z družbenim socialnim modelom oviranosti. V Konvenciji Združenih narodov govorijo o dostopnosti fizičnega okolja, prevoza, informacij in komunikacij, del katerega je tudi digitalna dostopnost, in pa naprav in storitev, ki prihaja z naslednjim letom v zakonodajo oziroma se uveljavlja. Posledica tega je tudi Evropski akt o dostopnosti, European Accessibility Act, drugače je to direktiva 219/882 o zahtevah glede dostopnosti za proizvode in storitve, ki je bila sprejeta leta 2019 in opredeljuje nek pravni okvir pa minimalne zahteve glede dostopnosti za vrsto proizvodov in storitev in te obveznosti nalaga prvič tudi zasebnim subjektom, ne več samo javnem sektorju. Namen tega je zagotoviti dostopnost proizvodov in storitev znotraj trga Evropske unije, uskladitev zakonodaj glede minimalnih zahtev, odpraviti, preprečiti ovire pri pretoku in pa seveda povečati dostopnost proizvodov in storitev za osebe s posebnimi potrebami. Če samo premišljujemo širino tega novega zakona v primerjavi z nekimi zahtevami glede tega, da mora biti dostopno spletišče in pa dostopna neka aplikacija, je to neki čisti drugi pogled. Če gremo mi danes v neko moderno novo stolpnico, poslovno recimo v Sloveniji, želimo uporabljati dvigalo, je vprašanje, ali ga oseba, ki ne vidi, lahko uporablja. Zato, ker vsa ta nova moderna dvigala imajo neke touch screene, kjer pritisniš, pokličeš dvigalo, nima niti zvokovnega odziva, nima niti taptičnega odziva, že za kognitivno ovirane je tista zelo, zelo problematično za uporabo. Če pomišljate, ko pridete v službo, marsikdo se registrira z magnetno kartico, nekateri še vedno vnašate PIN kode in gesla noter in te naprave vam omogočajo tudi vpogled, koliko imate še nadur, koliko imate manjko ur, koliko imate še dopusta. Vse te naprave zopet slonijo na zelo podobni tehnologiji, zaslon na dotik, brez kakršnekoli podpore za dostopnost in vse te funkcije so zopet za marsikoga nedostopne. Pred leti so Slovenske železnice objavile razpis za samoplačilne terminale za vozovnice. Ko smo mi ta razpis pregledali, smo bili veseli, zato ker noter smo videli zahteve po dostopnosti in skladnost SISTE in 301/549. Pojdite na železniško postajo, katerokoli, poglejte, kaj so v resnici dobili. Ni niti D od dostopnosti. Ima funkcijo za dostopnost, ki vse, kar naredi, malo poveča črke, malo spremeni postavitev. To ni dostopno. To je neka maska, to je neka blamaža, po domače povedano. In končno je prišel zakon, ki določa, da se tudi to ne bo smelo več dogajati. In morda samo kot zanimivost, informacija, nespoštovanje tega zakona v Nemčiji, nespoštovanje tega zakona, mislim, da na Nizozemskem, 50-60 tisoč evrov in tudi zaporne kazni.
Sloveniji kazni zagrožene žal niso take. Ker to je morda edina stvar, ki potem nekoga spametuje, da se res drži. So veliko nižje, še vedno grejo pa v 10.000 plus evrov, kar je veliko več kot pri zakonu o dostopnosti spletišč, žal pa nikašne zaporne kazni, ki morda nekoga več stane kot par 10.000 evrov. Ta direktiva je zavezujoča glede ciljev, ki jih določa, države članice pa lahko določijo neke lastne načine doseganja dostopnosti. Rok za implementacijo v nacionalno zakonodajo je bil junij 2022, mi smo to zamudili. Začel je veljati 18. februarja 2023. V slovensko zakonodajo, kot sem rekel, prenos je bil zamujen, začne se pa uporaba 28. junija 2025. Kar jaz tudi pri tej direktivi, pri tem zakonu v Sloveniji pogrešam, je pomanjkanje obveščanja. Kdo se sploh zaveda, da bodo vse spletne trgovine, ki niso v lasti mikropodjetij, morali biti čez 1 leto dostopne vsem? Pa ne govorimo samo o tem, da mora biti opis nekega predmeta, ki se prodaja, dostopen. Dostopna mora biti košarica, dostopno mora biti upravljanje profila, dostopno mora biti plačilo, dostopno mora biti spremljanje dostave. Celoten proces od A do Ž nakupa preko spletne trgovine. Kako bo to delovalo čez 1 leto, ko nihče v Sloveniji o tem ne govori na glas, na to ne opozarja in kot je tudi omenil gospod inšpektor, imamo težave tudi žal na področju samih izvajalcev, zato smo mi dali ime tega dogodka priložnosti, ker tukaj je veliko priložnosti. V Sloveniji imamo za na prste ene roke prešteti izvajalcev, ki znajo približno dobro dostopno stran narediti ali pa aplikacijo. Nekateri od teh so danes tukaj prisotni. Vsi ostali, ko mi z njimi komunicirajo, oni odkrito povejo, saj ne vemo točno, kaj moramo narediti, naredimo nekaj približno dobro. V razpisu je pisalo, mi smo se prijavili, mi smo dobili, ampak nismo bili pa točno prepričani. Nekateri dajo pol gor vtičnik, s čimer naredijo še več škode kot dobrega. Zelo podobno kot za trgovine, ko sem zdaj omenil, je tudi za banke. Poslovanje s prebivalstvom digitalno pri bankah bo moralo biti dostopno. 100%. Menjalni tečaji, informativni izračuni, ustvarjanje računa, elektronsko bančništvo, vse. Od A do Ž. Koliko bank v Sloveniji se je tega že resno lotilo? Nekatere so v tuji lasti, so se mogoče mame lotile, nekatere vemo, da se lotevajo, marsikatera pa verjetno morda malo zaostaja. In ta EA je bil v Slovenijo preveden v zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev. Jaz tukaj raje pišem 3 pikice, kot da bi dodal zraven za invalide, zato ker že iz imena zakona izhaja pa polno nerazumevanje problematike iz stališča tistega, ki je zakon sprejemal. Ker dostopnost ni namenjena samo invalidom, dostopnost je namenjena vsem. In ZDPSI določa pogoje za dostopnost do proizvodov in storitev, s katerimi se zagotavlja dostopnost za invalide, obveznost gospodarskih subjektov glede dostopnosti teh proizvodov in storitev za invalidov in pa seveda nadzorne organe v zvezi z nadzorom nad proizvodi in ponudniki storitev iz tega zakona. Tukaj se moramo zavedati, da za različna področja zakona, za transport, za bančništvo, za spletno trgovino, bodo odvisni čisto različni inšpektorati. Kako bo to začelo funkcionirati, ko bo zakon stopil v veljavo, še ne vemo. Mogoče ima tukaj gospod inšpektor kakšno informacijo, že kupujajo kakšno znanje od vas, predajate znanja drugim inšpekcijskim službam, ampak mi nimamo informacij, da bi se v državi na ta način gradile nove kompetence, da bi različne inšpekcijske službe bile sposobne enakih nalog, kot je zdaj sposobna vaša služba. In zavedati se moramo, da ta področja uporabe niso široka. Na eni strani imamo storitve, kot so spletišča, aplikacije, vsebine, na drugi pa proizvode. Pri storitvah ne poudarimo potrošniško bančništvo, spletne trgovine. Spletna trgovina je skoraj vse, kar vidite, kar kupujete, kar lahko naročite preko spleta. Loterija Slovenije, spletna trgovina. Ponudniki mobilnih storitev, vsi nekaj prodajajo. Mercator zraven nekaj prodaja preko spleta, Spar zraven nekaj prodaja preko spleta. Kdorkoli prodaja karkoli, ima poleg tega tudi spletno trgovino.
Ne govorimo samo o tistih trgovcih, ki so res spletni trgovci. Govorimo o velikem, ogromnem deležu spleta, ki bi moral biti čez 1 leto dostopen. Transport, nakup železniških kart, informacije o transportu, letalskega prevoza, avtobusnega prevoza, vseh načinov prevoza, dostopnost e-knjig in pa seveda dostopnost do audiovizualnih multimedijskih vsebin in storitev. Bodo podcasti končno dostopni v Sloveniji? Proizvodi, bankomati kot prvi taki, ki jih verjetno vsi poznate in razumete, plačniški terminali v vsaki trgovini, ko boste plačevali s kartico, bodo morali biti dostopni. Samopostrežni terminali, ko boste kupovali vozovnico na železniški postaji, tako kot sem prej omenil, TV oprema, ki je povezana v splet in ima dodane spletne storitve, e-bralniki, telefoni, računalniki, operacijski sistemi. Ali je lahko računalnik z operacijskim sistemom, ki ne podpira slovenščine, opredeljen kot dostopen v Sloveniji? K sreči je Ministrstvo za kulturo sprejelo drugi zakon, ki pa zapoveduje uporabo slovenskega jezika tudi pri providerjih, ki so se slovenščine do zdaj otepali. Ampak moj odgovor je ne. Ker mi ne moramo od vseh Slovencev pričakovati, da bodo toliko kognitivno razviti, da bodo poznali nek tuj jezik, ki ga nek drug operacijski sistem zahteva. Delovanje v nekim naravnem jeziku nekega okolja je osnova za dostopnost, če mene vprašate. Nikjer to ne piše. Izjeme so mikropodjetja, ki zagotavljajo storitve in pa področje železniškega prevoza, ki ga pač ureja neka druga zakonodaja, in pa tudi tukaj je možnost opredeliti nesorazmerno breme. Ko poslušamo komisarko za to področje, ona pravi, da nesorazmerno breme je opredeljeno pač že z opredelitvijo mikropodjetja, ker so izvzeti iz tega. Ne? Da vsako podjetje, ki je srednje ali večje, se pravi ima več milijonske prihodke, bo težko reklo, da pa ne more zagotoviti neke storitve v dostopni obliki. Opredeljeni so pogoji dostopnosti na trgu, in sicer, da lahko gospodarski subjekti zagotavljajo na trgu le proizvode in storitve, ki so skladni s tem zakonom. Razen, če prilagoditev zahteva bistvene spremembe proizvajalca proizvoda ali pa nalaga nesorazmerno breme. Dovoljuje tudi uporabo proizvodov, ki so že razviti v nekem prehodnem obdobju. Se pravi, ni zdaj to, da se bojo vse zaloge vrgle v smeti, zažgale na nekem kupu kot nekoč knjige nekje in potem, da bo treba začeti z ničle. Seveda dopušča postopnost, ampak zahteva pa tudi natančnost. Domneva skladnosti, določene so splošni in pa posebni pogoji dostopnosti in pa smatrajo se za dostopne proizvode in storitve, ki so skladni s harmoniziranimi standardi ali tehničnimi specifikacijami EU. In tukaj se zopet pojavlja isti standard, o katerem govorimo že od leta 2016 naprej. 9 let. In če gledamo strogo samo zakon, se v tem zakonu žal ne sklicujejo direktno na sistem 301-549, uporabljajo pa terminologijo zaznavnost, upravljivost, uporabnost in pa robustnost. In edini standard, ki to terminologijo opredeljuje in pa določa, je VCAG in posledično sistem 301-549. Tako da zdaj pa zopet predajam besedo inšpektoratu. Tukaj se opravičujem za napačno napoved. Prvi, ki bo predstavljal, je Gašper Žubar, sledi pa Bogdan Cerovac. Glede zakonodaje, če bojo kakšna vprašanja, predlagam, da pustimo za na koncu.